Slovenci smo že od nekdaj narod čebelarjev. Smo edina članica Evropske unije, ki je svojo avtohtono čebelo zaščitila, kar pomeni, da se pri nas ne sme gojiti čebel drugih ras. Poglavitna naloga čebel je opraševanje rastlin, s čimer omogočajo obstoj življenja na našem planetu. Narava pa čebele nagrajuje z medečino, iz katere proizvajajo med. Čebelarim že preko 30 let z več kot 40 čebeljimi družinami. Za čebelarstvo me je navdušil moj pokojni tast Adešič Martin, ki mi je podaril čebelje družine in panje ter me vpeljal v skrivnostno življenje čebel. Čebelnjak imam nameščen izpod južnih obronkov Gorjancev, kjer je veliko različnih medovitih rastlin. To mi omogoča pridobivanje različnih vrst medu. Ime mi je Jože Rom, čebelarim od mladih nog. Za prvo vajeniško plačo sem nabavil Aže Pajn, sodelavec mi je obljubil in tudi dal mi je prvi roj. In to so bili začetki. Naprej sem si panje izdeloval sam. Čebelarim pa okrog 40 čebeljih družin. Lokacije so pa v Ručetni vasi in v Stražnem vrhu. Čebelariti sem pričel leta 2013, takoj potem, ko sem se z Ljubljane vrnil nazaj v rodno Lokvico pri Metliki. Čebele so me vedno zelo zanimale. Zanimanje v meni je buril čebelnjak na našem dvorišču, ki je bil last mojega pradeda, vendar se znanje od njega do mene na žalost ni preneslo. Znanje sem pridobival z branjem knjig, z izobraževanjem, z obiskovanjem predavanj Čebelarske zveze Slovenije, s pogovori z okoliškimi čebelarji, ki so radi tudi svetovali, predvsem pa na lastnih izkušnjah in napakah. V letu 2014 sem postavil čebeljak, notri pa postavil Ažji panjski sistem troetažne panje. Čebelarim z 40 čebeljimi družinami, kar pomeni, da sem nekje srednje velik čebelar. Čebele človeku nudijo poseben mir. Iz njihovega življenja se lahko marsikaj naučimo in nam predstavljajo poseben navdih. Do čebel čutim izjemno strast. Ne bi mogel več brez njih, četudi bi bila leta brez dobrih paš. V prihodnje načrtujem dobro skrb za svoje čebele in pa predvsem za prenos znanja na svoje potomce in ostale mlade čebelarje. S čebelarskim izobraževanjem začnemo že v osnovni šoli s krožkarji in tudi nekaj izbirnimi predmeti. Kasneje v srednjih šolah imajo ravno tako izbiren predmet čebelarstvo. Podobno pa imamo rešeno tudi na univerzi, ker imamo izbirne predmete z področja čebelarstva. Ko smo na pobudo gospoda Milinkoviča začeli s krožkom,
smo takoj ugotovili, da je to zelo pomembno za učence naše šole, ker učenci prihajajo iz podeželskih vasi, naše okolje izhaja iz 9 krajnih skupnostih in učenci imajo možnosti učenja tudi doma, nekateri v svojih družinah in zagotovo bo to dodana vrednost šoli, ker vsi predmeti od 1. do 9. razreda imajo programe in lahko se vključijo tudi v programe čebelarstva. Sodelujemo že 5. leto, odziv je kar odličen, tako da dostikrat rečem, da se mi ne rabimo bati za ohranitev naše lepotice krajinske sivke, dokler je takšen odziv med mladimi. Mi seveda moramo skrbeti, zakaj mi skrbimo za podmladek. Ker se mi zavedamo, kljub takim podnebnim spremembam, čebelarstvo je vse težje čebelari, tako da bodoči čebelari oziroma današnji čebelari bodo rabili vse več znanja, vse več izkušenj, zato mi že začenjamo s temi krožki. Čebelar bi želel postati, da bi ohranil čebele in biotsko pestrost, saj čebele več ne morejo preživeti brez čebelarja. Naša čebelarska tradicija sega že v leto 1982. S čebelarstvom se je začel ukvarjati moj tast, iz prvih litrov pridelanega medu je tašča začela ustvarjati medene dobrote. Smo eno redkih čebelarstev, ki ohranja tudi lectarstvo. Lec je bil včasih dodana vrednost čebelarjev, danes pa se uporablja predvsem za poslovna darila. Za svojo bogato medeno ponudbo smo postali zanimivi tako za domače in tuje turiste. Vso njuno znanje in predanost k delu sta tast in tašča prenesla na naju in najine otroke. Z možem sva obstoječe čebelarstvo nadgradila in to je najin način življenja. Smo tudi certificirani čebelarski ponudniki in v okviru tega nudimo poleg medenih doživetij tudi apiterapijo. Imam tudi certifikat za izvajanje medenih masaž, vdihovanje aerosolov iz spanja ali preprosto posamezniku nudimo sproščanje v čebelnjaku. V letošnjem letu smo člani Čebelarskega društva Črnomelj za gojence varstva delovnega centra postavili apiterapevtski čebelnjak. Ta je urejen tako, da se v prostoru, ki je namenjen aromaterapiji, obiskovalci sprostijo brez nevarnosti, da bi jih pičila čebela. Mikroklima čebelnjaka zelo ugodno vpliva na človekovo psihofizično počutje. Nekaj ur počitka ali meditacije v čebelnjaku, kjer vdihavamo aerosol, ter pozitiven energijski naboj v neposredni bližini čebelje družine krepita imunski sistem. Ugodno vplivate na obolenja dihal, zmanjšujeta stresno simptomatiko ter dvigujeta splošno počutje in razpoloženje. Čebelarstvo v Sloveniji že dolgo ni samo dejavnost vzreje čebel za pridobivanje čebeljih pridelkov, ampak je del kmetijstva, turizma in kulture. Čebelarjem si z vzrejo čebel prizadevamo za ravnovesje v naravi, biotsko raznovrstnost in trajnostni razvoj.